čas in pozornost, da vam predstavljamo danes naše žive jaslice. Začeli bomo pa nekoliko drugače, bolj suhoparno, tisto, kar marsikoga zanima, kakšno je bilo naše leto in potem šli na ta lepši božični čas. Vsi pričakujejo neke napovedi letošnje turistične sezone in tukaj, če smo mi barometer za veliko noč, smo barometer uspešnosti turistične sezone tudi v koncu leta, ko si upamo to malo prej napovedati, kot si ostali. Iz večjih razlogov, tukaj imate nekaj zelo ponavljajoče indekse, ki veljajo za naše podjetja, so pa v Sloveniji tele rahlo nižji. V tem trenutku smo mi najbolj ponosni, predvsem na dva podatka. Prvič to, da nam je uspelo pri EBITDA-ju ustvariti 13 milijonov 250 tisoč evrov, kar pomeni, da bodo naše investicije tudi v prihodnje izredno velike in že načrtovane. Drugi podatek tukaj, ki je zelo pomemben, je tale izredna nizka stopnja zadolženosti. Samo 18%, kar je za turizem izjemno, kaže pa na to, da če ti vlagaš v turizem, ti turizem praviloma to tudi vrača. Poglejte zadnjih 10 let, naših 10 let, 2010 je prelomno leto, zato ker takrat smo vstopili v lastništvo. Čisto vse nisi treba prepisovati, imate v elektronski obliki, kot da zdaj uživajte, mene gledajte, mene poslušajte. To, da boste imeli pa vse napisano. Je bilo pomembno predvsem zaradi tega, ker ko ti poskušaš upravljati naravno vrednoto, ohraniti trajnostni razvoj, takrat moraš najti neko ravnotežje. Ravnotežje v tem, da se razvijaš, zato ker si ikona slovenskega turizma in vsak, ki pride, morda pride samo v Postojnsko jamo, se ustvari nek vtis o tej deželi, o tej državi. In tukaj mi ne smemo razočarati. Ne smemo razočarati zaradi tega, ker oni potem o nas govorijo. In najboljši marketing so vedno zadovoljni gosti. Vse to, kar berete, so posledice dobrega dela. To je rezultat. Vse to je začelo nastajati začetek leta in nastaja 10 let. To je ta ekipa zdaj nevidna ali pa vidna, teh 450 ljudi v sezoni, ki to ustvarja, to nisem jaz. To smo pač vsi mi, ki smo se poenotili za te cilje. In v teh ciljih znamo pravzaprav pokazati tudi to nadpovprečnost. Nadpovprečnost tako pri plačah, ker plače so zmeraj tiste, kako pa je moje dobro delo nagrajeno. Dobro delo je lahko zmeraj samo dobro nagrajeno. In da tako močno odstopamo od povprečja, je zato, ker vsi skupaj se trudimo, da so naši gostje zadovoljni in vse, kar naredimo, je dobro za javno. In v tem ni težava v tem delu, ko se ti odločaš, da boš en del tega, velik del tega tudi delil med svoje zaposlene. Mi smo imeli maksimalni regres in včeraj smo se poenotili, ne glede na maksimalni regres tudi za božičnico. Mi napravimo božičnica, čeprav je danes zgodba o božični pravljici, to je naša poslovna uspešnost. Če smo poslovno uspešni, potem bomo tudi letos delili te nagrade do 1250 evrov. Tak naj bi bil zame slovenski turizem. Zadovoljni ljudje in zadovoljni gostje. Upamo, da ga bo čim več, zato ker smo mi v Postojnski jami. Velik poudarek dajemo, da smo družini prijazno podjetje. Pred 2 dnevi smo obdarovali svoje zaposlene, 70 tekle mladincev imamo tako lušnih otrok, kot je ona tam. In to so pravzaprav tisti, ki spoznajo preko staršev tudi to, kako se v turizmu dela. Turizem je težka industrija. Ne mi zameriti te besede, da ni to
storitev, to je industrija, po mojem mora imeti red, mora biti natančno, moraš biti učinkovit. Ampak obenem pa storitev, ki nikoli ne smeš, tudi takrat, kada si utrujen, odreči na smeha gostu. To je bistvo. In če nam to uspe, potem bomo še veliko let delali zelo dobro. In del teh nasmehov mi tem 70 otrokom dajemo. Mi se tudi zelo želimo, da bi bili naši ljudje zelo zdravi. Če pa niso, potem jim pa vsaj pomagamo. S tem specialistom, in to je bilo zavarovanje, ki smo ga danes letos sklenili, da čisto vse zaposlene, tako potrebujejo specialista, bodo v 3 dneh na vrsti. Tukaj pa se začne naša božična pravljica. O živih jaslicah lahko začnem zelo klišejsko govoriti. Pa ne bom, kako tudi ne pričakujete. Če bi šli v leto 1223, takrat, ko je Frančišek Ašijski prvič postavil jaslice v votlini samostana, potem bi našli zelo hitro tudi neko vzporednico z našimi živimi jaslicami, ki so v Postojnski jami. Lahko najdemo tudi drugo vzporednico. Druga je pravzaprav izhaja iz čudeža. Mislim, da smo si vsi enotili, da je Postojnska jama čudež narave. In čudež rojstva je pravzaprav božični čas. In na tej osnovi so pred 30 leti na osnovi 2 čudežev nastale žive jaslice. Takrat so bile v Tartarusu, prvi režiser je bil Gregor Tozon, bile so statične, izredno lepe, monumentalne, sofisticirane, ampak ljudi so enostavno prevzeli. In ko ljudi prevzame nekaj, potem ti zgodbo nadgrajuješ. Mi jo nadgrajujemo 30 let. V te 30. naše obletnice, ki je vendarle nekaj posebnega, navzven naziv čisto isti. Žive jaslice v Postojnski jami, sinonim pravzaprav za žive jaslice, ne samo v Sloveniji. One so postale mednarodno prepoznavne. One vendarle so bile uvrščene med 10 najlepših božičnih prizorov po izboru CNN. In to, da potekajo nekako na 5 kilometrov dolgi poti, to je, se pravi, vožnja z vlakom, potem pešogled in nazaj vožnja z vlakom ven, 150 nastopajočih, ki so praviloma čisto vsi amaterji. In to je nekaj, kar nas navdihuje, koliko želja, koliko tega žara prinesajo generacije, ki se menjujejo. Te, ki so danes otroci in nastopijo v enih prizorih, upajo, da bodo jutri angeli. In potem ena od njih upa, da bo tudi Marija. To je zelo pomembno v tem okolju, kdo se prepozna s temi živimi jaslicami. In tako jih mi tukaj, ker organiziramo, tudi pripravljamo. 16 prizorov na tej poti ni enostavno pripravljeno. Najprej moramo vedeti eno osnovno stvar, da jama je nedotakljiva. Vse, kar boste tudi danes videli na poti, so posebej pripravljene poti, da se mi čim manj dotikamo jame. In to je edina prireditev, ki jo je država v svoji jami pustila kot prireditev, ki je javna. Nobena druga prireditev v jami ni dovoljena, samo žive jaslice. 30 let, je pa teh 30 let, nekaj zaokrožaš, iščeš navdih. In ta navdih smo mi iskali eno leto, da bi vam letos spet pokazali nekaj spektakularnega. Božič ni spektakularen, ampak predstava pa lahko je. In če je naša kostumografija tista, ki upamo, da vas bo obučarala, bi šel čisto na začetek, zakaj smo mi izbrali snežno kroglo kot motiv letošnjih jaslic. Postojnska jama je bila v 5 državah. Avstriji, Avstro-Ogrski, Italiji, za kratek čas v Nemčiji, v Jugoslaviji, zdaj v Sloveniji. Naj tukaj ostane še veliko let. Ampak snežna krogla
je začela leta 1990. Edwin Percy jo je takrat proučeval iz nekih drugih razlogov. Ona je pa bila Francu Jožefu tako všeč, da ga je celo odlikoval. In Snežna krogla je bila letos navdih, ki ga mi dajemo skozi Žive jaslice. Urška, ki bo pela v njej, je tista, ki bo eno mističnost poosebljala tudi v tej jami. In to boste vi čutili. Rdeča nit so prav snežne krogle. Eno od takih boste lahko tudi vi odnesli domov. Te snežne krogle nevedno govorijo neskončno domišljije. Verjetno to snežno kroglo je najboljše, da dam najprej tega. Postavitev živih jacec v Postojnsko jamo ni tako enostavno. Te priprave trajajo, kot sem rekel, idejno celo leto, potem pa pride ta december, ko se nam prepleta normalen obisk in postavitev živih jacec. 2000 luči imamo v jami in 2000 luči poskušamo prilagoditi temu ambientu, ki ga boste vi danes tudi doživeli. Nekaj nas je neverjetno navdihovalo že vsa ta leta, odkar so Žive jaslice. Obstajajo umetniki, ampak to umetniki v pravem pomenu besede, ko ustvarjajo ure in ure. Nekdo je to ustvarjal 2500 ur. 2500 ur je potreboval on za ene mehanske žive jaslice. In ko smo ga mi navdušili, če bi on te žive jaslice tudi implementiral z našo Postojnsko jamo, je seveda pristal. A si predstavljate, kakšno veliko delo smo mi dali pod to snežno kroglo, kjer so žive jaslice, kjer se čisto vse premika. Vsaka najbolj drobna stvarca, ki jo bodo vaše oči mogli poiskati, se premika. Gospod Bole je resnično umetnik. Na take umetnike bi mogli biti ponosni. Da sploh veš, da to obstaja 2500 ur skozi 10 let in ko jih je nam predal, je rekel, niso končane. Zdaj se delo šele začne. In če bomo mi to delo njegovo nadaljevali, potem ne vem, kako nastalo. Se ni treba vse virtualno 3D posneti. Imamo lahko tudi nekaj takega, nekaj endroben utrinek, ki ga boste vi videli. Poglejte samo za jamski vlakec. On je tukaj vizualiziral, da bi jamski vlakec lahko pobiral te goste tudi na platoju. Ja. Izdelava tehle oken ali pa špagetne dvorane je bilo najlepše rečeno, so človeški prsti preveliki. Ker to je vse tako filigransko in pozorno gledajte. Pravzaprav, kaj lahko tukaj vidite? Kako gre to naprej? Tehnika. Kaj sam gledaj? Čisto vse se premika. Čisto vse je živo. Uživajte pod to snežno kroglo. Ni velika, ampak dovolj velika, da neizmerno uživate. No in vedno ta želja, da bi ljudje, umetniki, svoj dar izkaževali tudi v jami, ker imamo ta 8-sekundni eho njihovega glasu. Vsako leto zelo previdno izbiramo, kdo bo pel. Jaz se na
naslove tako dobro ne spoznam. Imamo pa ljudi, ki prebirajo tudi pevce, ki najbolj ustrezajo v neki situaciji. Nuša Derenda nas bo danes očaran na veliki gori. Pač njen glas je visok, prodoren, poln, ko velika gora rabi nekaj, da jo napolniš. Luka Sešek je svojo veliko nočjo se nas dotaknil, ker mi ne vemo, kdo poje, ko izbiramo. Mi slišamo sporočilo, ki ga nekdo daje, ko poje. In ta njegova velika noč je bila kot melodija, ko te v enem trenutku preseli v nekaj drugega. Urška Kastelic, to pa zelo zanimiva punca, ki ima tako žalmaten glas, pa še pod snežno kroglo mora iti. In skozi snežno kroglo vam bo ona pela. Kako boste to doživeli? Počakajte malo, največji podarek smo dali pa kostumografiji. Veliko predstav danes je, ko je predstava, ampak kostumografija je pa Boga. Angeli vedno izražajo neko nadnaravno lepoto. Angel pravzaprav, ti lahko rečeš, da je temnek je in je vedno lep. Ampak mi ga poskušamo prikazati v eni zelo sofisticirani obliki, tudi s tem, kjer on nastopa. Naši angeli so nekaj posebnega, 18 jih imamo. In čisto vsak kostum teh angelov nekaj izraža. Nekateri angeli imajo pleteno toliko traku na svojemu kostimu, kakšen človek ni sposoben niti prehoditi. 1 kilometer, 200 metrov traku je pletenega na njegovem kostimu. Vse kvačke, vse čipke, ki so na njemu, vse drobno pletenje je vendarle tisto, kar ustvarja, če pozorno pogledaš, umetnost. In tukaj se prepleta človeška umetnost in umetnost narave. In kostumografija ne more biti nič drugega kot tista lepota jama, ki jo doživljate lahko vsak dan. Jaslice imamo od 25. do 30. decembra. Naše jaslice pa so kot neko darilo, ki ga lahko dajemo v celi Sloveniji. Pri jaslicah ne razmišljamo v temu, ali je to komercialna prireditev ali ne, ampak kako bomo organizacijsko to tako pripravili, da jih bodo lahko vsi videli. Tukaj pa ni več tako enostavno. Letos bodo te jaslice zagotovo skoraj v celoti razprodane. Marsikdo nam očita, zakaj nimamo več predstav. Ja, če bi vsi tisti, ki so me to vprašali, imeli svoje otroke v jami in rekli, da podaljšujemo te prireditve še za 2 ure, ne bi bili zadovoljni. Mi moramo vendar razumeti, da angel, ki stoji 6-8 ur tam, ima tudi svoje fizične sposobnosti. Vsi te prizori so pri 10 stopinjah, pri izredno visoki vlažnosti in ti ne moreš iti iz jame. Na 15 minut so predstave, pa se vprašajte tudi, kako tako preživeti 5 dni zaporedoma po 8 ur. Vsak se mora vprašati, ker reče, zakaj nimamo več predstav. Tukaj jih enostavno ne moramo imeti, ker to so živi nastopajoči, to so ljudje, to niso ljudke in vsi imamo svoje potrebe. Tako tukaj prosimo samo za razumevanje in očitek, zakaj pri 18,000 obiskovalcih ne bi jih imeli 23,000, pa zato, ker jih ne moramo več imeti. To je bilo od naših jaslic. Vsi nas pa potem sprašuje, če bo kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim, moram se tajnega držati, ker vidim, kako mi mahajo naprej.